zdravje Inge. Ja, živjo! Upam, da ste se zadnjič najedli tortilj. Ker želim, da so moji recepti za vas uporabni, sem naredila manjšo raziskavo na daljavo. Kaj največkrat kuhate pri vaših skavtih? Makarone s tuno. Makarone s piščancem v smetanovi omaki. Ja, makaroni s sirovo omako. Makaroni z bolonsko omako. Ne bi si mislili, pa je res. Očitno bomo danes delali testenine. Jamie Oliver me je klical, da je pogledal prejšnji moj video in da je opazil, da delam vse sama, kar je res. Zato mi je poslal svoje palčke, ki so mi danes že vse pripravili naprej. Upam pa, da pridejo potem tudi pospraviti. Iz moke naredimo vulkan. Noter ubijemo jajce. Včasih mora biti tudi kaj narobe, da vidite, da ni vse prežiran. In tudi ni. Po mojem, da je to približno to, pojma nima. Danes bomo malo eksperimentirali. Testo bom dala na 3 dele, zato, ker sem prebrala, da ga lahko pobarvamo, da naši makaroni niso dolgočasni. Iz enega delčka bomo naredili navadne rezance, iz enega delčka bomo naredili oranžne makarone. Pobarvala jih bom s kurkumo. Ja, nisem omenila, da delamo testenine vedno iz ostre moke, ker mehka je za šibke, pa za kolačke. Vidimo, da testo postaja že kar lepo oranžno. Dobro pregnetemo. Vidimo, da je bolj oranžno. Na rdeče bomo pa pobarvali s temle paradižnikovim koncentratom. Lani sem ga kupila v Grčiji in ga šparam za posebno priložnost. Če hočete narediti črne makarone, date noter sipino črnilo. Če hočete narediti roza makarone, date lahko noter rdečo peso. Za zelene lahko date noter blanširano špinačo. Za modre pa modro tempero. Hecam se, ne tega delati doma. Testo zavijemo v folijo, ker si mora v hladilniku majčkeno spočiti. Počiva naj vsaj pol ure. Testo lahko počiva, kuhar pač ne. Treba je narediti še palčki! Vse so mi pospravili! Thanks, Jamie! Verjetno ste se v teh dneh vsi prenajedli potic, šunk, pirhov, zato bomo danes pojedli malo več zelenega. Za omako bomo narezali čebulo, paprika, brokoli. Ker je tak bajsi, ga bom danes dala samo polovico, da ne bomo preveč zelenja pojedli. In še paradižnik. Bučka. Tako, zdaj se pa začne prava zabava. Evo nas tle, čas je za testenine. Testo si je spočilo in zdaj ga bomo razvaljali. Jaz se bom danes malo igrala. Ker imamo 3 barve testa, bomo naredili 3 različne testenine. Iz enega bomo naredili torteline. Napolnjeni bojo s skuto sušenimi paradižniki, parmezanom in začimbami. Iz enega bomo naredili rezance in iz enega dela bomo naredili fuže.
Jaz sem na podstrehi našla tole, tako da bomo danes probali valjati z mašino za testenine. Če je nimate, pa seveda lahko dosti natanko zvaljate tudi navadno valjati. Moram pa reči, da je tole kar trdo, tako da morate biti kar močni, če želite to zvaljati. Ok, pa da vidimo. A veste, kaj vam mami skozi govori, da se ne smete kregati s svojimi bratci pa sestricami? Zdaj bi bil verjeten moment, da bi vam prišli prav, ker sta 2 roki za to opravilo kar malo. Veste, kaj je rata iz ene takele boge kepice? Niti v kader ne gre. Kakšne lepe barve so. Tole zvišamo. Naredimo take majhne krožice in jih postavljamo na razdaljo približno 5 cm recimo. Tortellini vidimo, da so precej zamudni. Na srečo obstaja še dosti lažjih načinov, zato bomo še široke rezance. Zakaj se jim reče rezanci? Verjetno zato, ker jih nekdo sproti ponavadi reže. Malo jih razprostremo, da se majčkeno posušijo. Rezance si seveda lahko naredite tudi za naprej. V trgovini so z razlogom z njimi bolje zamotani, da jih lahko damo v lom. Je najboljše, da jih že sušimo v taki obliki. Uganite kaj? Tudi fuže delam prvič. Vem samo teorijo, da morajo biti kvadratki, ki jih potem zlepim skupaj. Ker sem ugotovila, da je moj prst malo predebel, bom zdaj probala z naključnimi gospodinjskimi orodji. Tole bo dosti boljše. Testenine so narejene. Ker sem zadnjič dobila na dom kar nekaj pisem oboževalcev, so razočarani nad mano, ker kuham na štedilniku, sem se odločila, da danes ne bom ponovila te napake. Saj smo skavti. Najprej bomo naredili omako. Prva stvar, čebula. Damo še ostalo zelenjavo. Začimbe. Sol, malo sladkorja, origano, bazilika, poper, po želji. Zalijemo s paradižnikovo mezgo. In kuhamo še kakšnih 5-10 minut, da se zelenjava lepo zmehča. Omakca je že. Zdaj je čas za makarone. Voda že vre. Plus točke za domače makarone so tudi to, da so hitro izkuhani. Manj plina, več pršparamo. Zdaj je pa na vrsti moj najljubši del kuharskih eksperimentov, pokušina. Vse sem se danes naučila. Makarone je res lahko naredil vsak skavt, če je meni ratelj, ki sem probala prvič. Zabavno je. Sicer je mogoče fino, da se spravite že takoj po zajtrku. Jaz sem jih nameravala jesti za kosilo, pa so zdaj bolj za večerjo. Dober tek!